Poznamo različne oblike zdravljenja, od celičnega, angelskega, alternativnega, teta zdravljenje pa nekako drugače. Nam lahko malo opišete, o čem pravzaprav gre? Ja, seveda. Teta zdravljenje je v bistvu zdravljenje, ki uporablja teta možganske valove. Mi se povežemo z energijo kreatorja vsega, kar je, in potem opazujemo, kako kreator izvaja zdravljenje, in takrat, ko se to dogaja, je praktik teta healinga ali teta zdravljenja v teta možganskem valovanju. Ste omenili energijskega vsega, kar je, kar to pomeni, ta energija prihaja skozi vas, ste zgolj eno vrste medij ali vi oddajate tudi to energijo? V bistvu ne eno, ne drugo. Jaz nisem ne medij, ne oddajam te energije, samo opazujem. V bistvu gre za energijo, ki nas obkroža vse povsod, in tudi mi smo ustvarjeni iz te energije in vse, kar vidimo, je ustvarjeno iz te energije, tako da gre za energijo, ki je vse okrog nas. In v bistvu pri teta zdravljenju mi enostavno se povežemo s to energijo, ji ukažemo te energiji, da naredi neke spremembe, in opazujemo, kako se te spremembe zgodijo. Kako pa občuti oseba to energijo? Je to v obliki toplote, v obliki strahu, na kakšen način dojame, da je to? Oseba na različne načine, seveda, ker smo ljudje različni, tudi različno dojemamo. Tako da eni ljudje začutijo toploto, drugi ljudje začutijo hlad, tretji začutijo ščemenje, mravljince, razne zadeve, mogoče se celo prepletajo med seboj, ves čas pa gre za neko pozitivno energijo. Konkretno se dajo pozdraviti vse bolezni, recimo ustanoviteljica teta healinga Viviana Stajbos je sama pozdravila tumor v desni stegnenici. Drugače pa se da predrugačiti neka podzavestna prepričanja, zato da ljudje potem verjamejo v nekaj, kar prej niso. Tako, recimo kariera, obilje, potem partnerski odnosi, skratka uporabna je zadeva na vseh področjih in zelo hitro, v parih sekundah se lahko dosežejo spremembe. Pa tudi vsa bolezenska stanja, in potem še razne druge zadeve, kot je recimo ustvarjanje vremena, če potrebujemo kako sonce in tako naprej za kak piknik, potem se to da, razne druge zadeve, kakor je recimo hujšanje, za koga, da si naloži razne občutke in potem opazuje, kako se to dogaja. Eni ljudje, ni omejitev, jaz delam zadevo že 5. leto in enostavno vsake toliko časa, ko se spomnim na karkoli, vse je možno. Gre za domišljijo ljudi, ki odpira vrata te energije.